Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes med drugim pokukamo v idilično okolje Bohinjskega jezera, kjer sta si v stari hiši čudovit dom uredila tujca prej živeča v Dubaju. Najprej pa vas peljemo v čas prvih korakov v svet, ko smo se verjetno prvič bolj intenzivno srečali z javno arhitekturo, v obdobje čebelic, medvedkov, metuljčkov in pikapolonic. Prostor in arhitektura nas spremljata vse življenje. Otroci z odhodom iz domačega okolja v vrtec prvič vstopajo v svet družbe in javnih ustanov večjega merila. Izkušnja prostora, ki se v najnežnejših letih vgrajuje v otrokov spomin, sodi med prve in pomembne gradnike njegove osebnosti. Ja, danes gremo dejansko v vrtec, ampak ne kakršenkoli. V Slovenskih Goricah smo, natančneje v Cerkvenjaku, kjer je sredi prelepega naravnega okolja zrasel tale markantni, večkrat nagrajeni vrtec. Arhitektura je čudovita, ampak nas zanima tudi, kaj o njem pravijo najmlajši uporabniki. Gospod Žmavc, kako je prišlo do ideje, da izberete idejo biroja Superform za vaš novi vrtec? Ideja je pravzaprav nastajala že pred skoraj 10 leti. Povečevalo se nam je število otrok in seveda razmislek o tem, da bi zgradili večji vrtec, je vedno bolj tlela. Nekako smo dobili, oziroma občina je v aprilu leta 2010 razpisala en natečaj, prijavilo se je 5 arhitekturnih pisarn in moram reči, da sem imel to srečo taka, da sem bil v komisiji. Občina je zaupala, da sem to komisijo tudi takrat vodil in seveda lahko rečem, da je bil to edini projekt, ki je najprej seveda privlačil mene. Pozneje pa moram reči, da mi je uspelo tudi navdušiti vse ostale, ki so bili v tej komisiji. Projekt je sicer bil malo nenavaden za to okolje, po eni strani, po drugi strani pa je to zagotovo neka nova arhitekturna popestritev tega okolja. In moram reči, da v tem času zdaj ugotavljamo, da se je to izredno lepo zlilo z okoljem in seveda v tem okolju imamo srečne, zdrave, zadovoljne otroke in starše. Gospod Žižek, katere igrive ideje so vas vodile pri snovanju tega vrtca? V prvi vrsti vrtec ni samo arhitektura, ampak je izkušnja otroka. Otrok doživlja svet instinktivno, čustveno, senzorično. To so osnovna vodila, ki so nas vodila pri snovanju vrtca. In vrtec naj bi spodbujal kreativnost, naj bi bil predvsem dom, in kjer bi se naj otrok dobro počutil in ki bi mu ponudil tudi varnost. Pri snovanju vrtca smo se odločili, da se naslonimo na posebnost v vasi, naselju Cerkvenjak, in to je učna pot, ki poteka praktično tik ob parceli, kjer se nahaja današnji vrtec. Zato smo v bistvu snovali vrtec na ta način, da smo speljali stransko vejo in ta veja postane vodilo v srednji prostor tega vrtca. Torej, na nek način postane vrtec učna pot. V srednji prostor je hrbtenica vrtca, ki je zasnovan kot lijakast, amfiteatralno oblikovan prostor in zaradi tega, ker teren pada iz glavnega vhoda, je tudi ta prostor oblikovan bogat, amfiteatralno oblikovan, lijakasto oblikovan in omogoča polno različnih ambientov in funkcij. Igralnice so pokrite z dvokapnico, kar še dodatno nekako otrok doživlja kot svoj dom in omogoča tudi psihološko varnost. Končni sodniki so pa tako ali tako otroci, ki se tukaj več kot očitno dobro počutijo, ne? Točno. Po tistem smo še imeli več stikov, tako z naročnikom, kot tudi z starši, ko so bile določene prireditve, smo prišli sem in je zelo dober občutek tudi, ko se po parih letih vrneš, vidiš vrtec, da lepo funkcionira in nekako si vesel, da vrtec ima dušo, da ima prostor, arhitektura dušo. Gospod župan, kako je pa vaša lokalna skupnost sprejela tak sodoben videz vrtca v vašem kraju? Ja, moram reči, da kar pozitivno, čeprav mogoče od začetka so bili neki pomisleki, ampak vseeno se je zdaj pokazalo, da je to prava rešitev in mislim, da smo zdaj kar ponosni na ta naš vrtec, kajti vedno na mladih svet stoji, tako kot pravimo, in res smo zdaj ponosni na ta vrtec, ki smo ga nekako
dokončali tam nekje v jeseni 2014 in sama investicija nekje je stala preko 1.600.000, tudi z sofinancira Ministrstva za izobraževanje, znanost in pa šport in pa nekaj evropskih sredstev, pa tudi seveda naš proračunski delež tukaj, tako da so nekako lahko zaključili to investicijo, kajti vseeno za našo občino je to velik zalogaj, ne? Ampak smo ga uspešno pripeljali do konca. No in zdaj nas zanima, kako je v tem lepem vrtcu tudi delati. Karmen, vi ste tukaj vzgojiteljica, kakšna je vaša izkušnja, kaj vam je najbolj všeč, kaj najbolj funkcionira? Mogoče nam, zaposlenim, pa tudi otrokom je najbolj všeč to, da je prostor svetel, da je odprt, da je igriv s temi barvami in tako otroci kot tudi mi, zaposleni, zelo uživamo v njem. Povezani smo med sabo, imamo različne možnosti in naše delo res lahko poteka tako, kot mora. Imamo številne možnosti, da se lahko povezujemo, lahko nastopamo recimo pred drugimi otroki na hodniku, ker imamo ta veliki prostor, kjer ga lahko izkoristimo za kakšne dejavnosti. To je tudi oder potem, ne? Tako, da nam služi tudi kot oder. In pa tudi v igralnicah si lahko priredimo, glede na to, da imamo prostorske zmožnosti, številne prireditve pač v manjšem sklopu. In tudi sam vrtec deluje tako, da povezuje nas, otroke in nas zaposlene z naravo. A vam je všeč v vašem vrtcu? Ja! Kaj vam je najbolj všeč? Igranje! Seveda. Risanke! Kakšne barve učilnic pa imate kaj v vašem vrtcu? Rdečo. Rdečo? Modro. Oranžno. Zeleno. Rumeno. Modro. Notranje stene vrtca so prepleskane z novo inovativno zidno barvo. Kaj je v njej tako drugačnega? Njena glavna funkcija, to je razgradnja formaldehida, ki je v zraku, notranjem, zunanjem, najbolj pa v notranjem. Kaj pa je sploh formaldehid oziroma kje vse se nahaja? Formaldehid je brezbarven, zelo strupen plin, ki se nahaja v prostoru in izhaja iz različnih predmetov, ki jih imamo v prostoru, predvsem iz pohištva, iz tekstilnih oblog, kot so recimo preproge, tapete, tudi zavese, skratka tekstil, ki se ne mečka, ki je obdelan proti mečkanju. Je tudi v čistilih, v lepilih, v raznih ploščah, kot so talne obloge, kot so recimo iverne plošče, USB plošče in podobno. Skratka, marsikje se nahaja in izhaja. In kaj zdaj formaldehid povzroča oziroma kdo je najbolj ogrožen? Najbolj ogrožene skupine so nosečnice, dojenčki, majhni otroci, pljučni bolniki, ostareli ljudje. In tem povzroča težave pri dihanju, predvsem gre tu za draženje dihal, povzroča kašelj, lahko tudi krvavitve iz nosa. Če pa smo dalj časa izpostavljeni vdihavanju formaldehida v večjih koncentracijah, pa povzroča raka. In zdaj seveda, kako lahko barva zmanjšuje količino formaldehida v zraku? Gre za zares inovativno tehnologijo. Premaz na nek način lovi molekule formaldehida iz zraka in jih razgrajuje v zdravju popolnoma neškodljivo vodno paro in ogljikov dioksid in deluje trajno. To je bistveno. Dokler je premaz na steni, funkcija premaza ostaja. Tako da ni samo nekaj dni, ampak dolgo časa, se pa seveda res tudi po meritvah najbolj pozna v začetku, ko je koncentracija najvišja. Priporočamo pravzaprav za vse take površine, kjer se nahajajo prej omenjene rizične skupine ljudi, torej bolnice, vrtci, šole, domovi za starejše občane, tudi razne druge javne zgradbe, tudi hoteli recimo. Navsezadnje je znano, da preživimo v prostorih okoli 70% našega časa. V spalnici preživimo povprečno 5 do 10 ur svojega življenja na dan. Torej je zelo pomembno, da je v takih prostorih barva, ki razgrajuje formaldehid. Obenem je pa zelo enostavna za nanašanje, lahko jo na zid nanese praktično vsak, tudi laik, ni potrebno imeti profesionalnega pleskarja za to. In v kakšnih odtenkih pa je ta barva na voljo? Je za vse otroške želje? Svet je obarvan, svet je lep, zato je seveda za otroške želje. Na voljo je v številnih svetlih barvnih odtenkih, namenoma je ni v temnih, zaradi tega, ker svetle barve tudi vplivajo na naše razpoloženje.
Ostanite z nami, kmalu vam pokažemo fantastičen dom Škotinje in Avstralcev v Stari Fužini pri Bohinju in vrt z umetniškimi skulpturami. Slovenci menda kar radi poženemo korenine in si težko predstavljamo, da bi se preselili v drugo regijo, kaj šele v tujino. Ampak kaj pravite na naslednjo zgodbo? Mično vasico Stara Fužina pri Bohinju sta odkrila Škotinja in Avstralec živeča v Dubaju. Najprej sta si tu želela urediti le počitniški dom, kmalu pa jo je življenje tukaj tako navdušilo, da sta razgled na dubajske stolpnice zamenjala za pogled na Triglav. Alison and Scott, hello. So happy to be here. Of course, we're very interested in your story. How did you end up not only in Slovenia, but here in Stara Fužina? Yeah, it's a great question. I guess our Slovenian adventure starts with me and my first visit to Slovenia, which was all the way back in 2002. At the time I was living and working in the region, and I actually came to Slovenia to run in an ultramarathon in the Kamnik Alps, and my first visit I fell in love with the country. While I was continuing to work in the region over the next few years, I basically continued to holiday up here on a regular basis. And then a few years back, Alison had a significant birthday. I won't mention the number. I don't mind. It's my 50th. But at the time we were basically trying to decide on somewhere to holiday. And we came back here on a holiday trip. And that holiday trip very quickly turned into a house buying trip, and it wasn't planned at all. We both just immediately, I fell back in love with the country. I think Ali fell in love with the country, particularly the Bohin Valley. And before the week was out, we were actually up here looking at properties, and this was the second property that we looked at, and the rest, as they say, is history. You fell in love with rainy weather here, like in Scotland? I'm Scottish, so this is only a little bit of rain here. Right. Bohin, the area is beautiful. You know, we love being up in the mountains. I come from quite a hilly area in Scotland and up in the Highlands of Scotland. So it has a similarity, feels quite homely. But also, you know, we're in the middle of Europe. We have so many things and attractions round about and close at hand. So, yes. So our souvenir we went home with was not a postcard, it was a house. All right. You're leading an active lifestyle. What is that you do? Well, I think from here we both are really keen in running. We're both runners, and Scott's a bit of a faster one than I am. But being out mountain biking, road biking, hill walking, hiking up the mountains, anything outdoors, we'll give it a try. I've noticed a longboard. Who does that? The longboard is mine. We haven't done too much of that around the village just yet. But no, as Ali mentioned, there's just such a huge choice of activities right at your doorstep here in Stara Fužina. So last Sunday we actually climbed Mount Rodica, which was just one of the many options that you have in the valley. On the outside, the house isn't very different from the old one. Did you have any limitations, or was it your wish not to stand out? I think the outside we wanted to, you know, keep the house as traditional as possible, but make a very modern, contemporary inside. And we just felt like the house itself had a lovely look to the exterior, and just to make sure we spruced it up, cleaned it up, and made it look youthful again. Yeah, part of the charm, I'd say, of Stara Fužina is it's not a tourist location, it's a traditional farming village. And so when we went about planning the renovation, we certainly wanted to keep that in mind, because I do think that's part of the attraction of living here. And so, yeah, we tried to stay true to the house and true to the village as a whole. As a newcomers, how do you get along with the neighbors? Well, we have been incredibly fortunate. Our neighbours on both sides and diagonally opposite us have been incredibly friendly, very welcoming. You know, my Slovene is very poor, but I attempt to speak. But they speak very good English, and they have been nothing but helpful and kind to us, so it's been lovely. And actually, as we've been here now, we've met more people within the village, and everyone has been very welcoming. I think they're quite taken aback that we've chosen to come and live here permanently, and are very proud of their village because of that.
V času, ko sta kupila hišo, je Alison še živela na Škotskem, Scott pa v Kanadi. Glede na to, da je bila hiša ob nakupu potrebna večje renovacije, sta se na priporočilo prijatelja povezala z Jade Van Baren, angleško govorečo Nizozemko. Jade ju je vodila skozi celoten proces prenove, svetovala pri obnovi zunanjosti in ureditvi tlorisa. Za interjer pa sta poskrbela kar sama. Najprej sta imela idejo, da bosta bivalno uredila le pritličje in nadstropje hiše, kjer sta sedaj dva udobna ločena apartmaja. Eden naj bi bil za njiju, drugi pa za prijatelje in sorodnike, ki bi tukaj počitnikovali z njima. Kmalu na začetku prenove pa sta se odločila, da uredita tudi pod streho. Oba imata rada sodoben, svetel interjer in prav takšnega sta si želela tudi tukaj v Stari Fužini. Svetlobo so v prostor prinesla številna strešna okna Velux. Namesto zunanje stene so v spalnici in dnevnem prostoru velika okna oziroma steklene stene, ki omogočajo čudovite poglede. Zračnost in lahkotnost podstrešnega prostora sta dosegla z izbiro belega opleska, svetlega parketa in pobeljenih tramov. Ko je bila prenova končana, sta živela v Dubaju, ki jima ni bil ravno pisan na kožo. Tako je bila odločitev, da to svetlo mansardno stanovanje postane njun novi dom, popolnoma enostavna. Moving from Dubai to Stara Fužina sounds like an incredible story for us. What are the major differences? What is that you love here, except of very friendly people, of course? Yeah, no, the differences are quite stark. I have to say probably the biggest difference from our standpoint is the ability to just walk out your door and immediately go riding or hiking or doing any number of activities like we already mentioned. I also think just the peace and quiet. And as Ali mentioned, the local people, Dubai is a very hectic and frenetic place, very hot summers. We were there almost 2 years and met almost nobody. We've been here, we've had the house for almost 3 years, but we've been here full time for about the last 3 months and have met a long list of people in the village and in the valley, so it's been fantastic. A tricky question for the end. Where do you see yourself in, let's say, next 10 years? Still here? I think certainly we plan to, this is not a temporary move for us, this is a permanent move, so I certainly see us here in 10 years' time. Yeah, I agree. It's hard to predict where anyone's going to be in 10 years, but given the way we've settled in, I can't imagine us being anywhere else at the moment. So welcome to Slovenia. Thank you. And thank you for this conversation. Our pleasure. Thank you. Vrt v Zelenju ob reki Mislinji v bližini Slovenj Gradca nas je osvojil z urejenostjo, številnimi prijaznimi kotički in zanimivimi izvirnimi dodatki. Vloge članov družine na vrtu niso povsem tradicionalno razdeljene, ampak se prepletajo in njihova sloga daje zelene, cvetoče ter izvirne rezultate. Redko kdaj srečamo družino, ki bi bila tako povezana med seboj. Ne samo med seboj, tudi z vrtom, ki jim ogromno pomeni. Velik vrt za veliko vsebine in potrebovali bi precej več časa, da bi pokazali vso vsebino. Jaz izviram iz Ravna Koroškem in sem 23 let živel v bloku. On je bil blizu mene, ampak je živel v hiši. Tako da pri njih so imeli rastline, so imeli vrt. Jaz pa, kar se je rastlin tikal, je bilo to samosobne rastline. V začetku je bilo tako, jaz sem rekla, ti prvi gredo, jaz bom zasadila, pol pa ostale stvari pa bomo pol skupaj. Ampak ni dolgo to trajalo, no, ker hitro je rekel, ja, to bi pa tudi jaz imel. Pa je videl v trgovini kako rožo, ta je pa meni tako lepa. No, dejansko jaz sem bil v hiši, nisem v bloku tako pa prej in ko smo se preselili, sem se dejansko držal od začetka tistih moških opravil na vrtu. Košnje, štihanja sem se izogibal, nekako mi ni dišalo. Potem smo pa začeli z obrezovanjem, recimo grmičkov. Strašno rad imam drevesa, obožujem drevesa. Jaz bi vsak grm, ki je, spravil v drevo. Poleg tega sem pa potem nekje videl še lilije. In ko jaz te lilije prinesem na parcelo, mi ona reče, čuj,
a ti veš, da so ti že od nekdaj všeč lilije? Sem rekel, kako so meni že od nekdaj všeč, zdaj sem jih videl. Je rekla, ne, je rekla, ko sem jaz rodila prvo hčerko, je rekla, si mi v bolnico prinesel velik šopek lilij. Vrt družine Uršnik meri dobrih 2000 kvadratnih metrov. Sestavlja ga precej enot. Obsežna trata povezuje skalnjak, zelenjavni vrt, grede z okrasnimi grmi in trajnicami ter več kotičkov za počitek in opazovanje. Ob hiši so uredili tudi letno kuhinjo. Seveda ne manjka zelenjavni vrt, le da je pri Uršnikovih videti tako klasično kot sodobno različico. Torej, poleg običajnih gred z mešanimi vrtninami, gojijo zelenjavo tudi na dvignjenih gredah. Tam smo občudovali vašo tole gredo, kjer prevladujejo trajnice. Kaj je tisto, kar vas vodi pri izboru? Mi živimo v vrtu in jaz imam rada, da imam v vsakem letnem času cvetje. Zato je tudi tako različno. Nikoli ne cveti vse naenkrat, ampak vedno pa nekaj cveti. In meni je vrt vedno lep, ne glede na to, a je v bujnem cvetju ali ne. Jaz uživam v vrtu v vsakem letnem času. Razumljivo je, da morajo Uršnikovi za uspešno rast in negovan videz tako velikega vrta vložiti veliko dela in veselja. Pri tem pa si znajo vzeti tudi čas za počitek in sprostitev. Ja, kotičkov takih za posedeti je res dovolj. Midva smo pravzaprav tako navezana drug na drugega, da tudi če sva vsak na svojem koncu parcele, se vmes med delom pokličema, pa se usedema, pa popijema ali sok ali pivo ali karkoli, ampak se usedema. Zdaj, usedema se tam, kjer nama prija. Ne le, da si znajo vzeti čas za počitek. Temu so namenili prav posebej lepo urejen del vrta. Ja, tu je pravzaprav najbolj oddaljen del parcele od hiše. Je pa tudi najbolj senčen. Sedimo pod enim velikim orehom, okrog imamo pravzaprav, jaz rečem, grmovje. Čeprav je to od breze do platane, do akacije. In na tem predelu je vedno senca. In kadar nam je bilo najbolj vroče, smo si dali kak stol ali pa ležalnik v ta del. Nič zato, če je malo bolj daleč treba nesti kavico si, ker je tudi tako fajn. Pravzaprav želeli smo ribnik, ampak ribnik ni bil izvedljiv. In potem smo naredili en kompromis in smo rekli, da smo si naredili pravzaprav svojo plažo. Ta voda, ki prihaja v zadju, je pomirjajoča. V bistvu tu se izklopimo, tako da kadar smo tu, hišo zaklenemo, ker dejansko ne slišiš, kaj se dogaja okrog, ne? Na vrtu Uršnikovih presenečajo drobni izvirni dodatki. Delo rok Zvonka in Klemna. Med izvirnimi rešitvami, ki olajšajo nego vrta in hkrati marsikaj razkrijejo v drugačni vlogi od običajne, je tudi klopca, sestavljena iz gramoza in mreže. Številne skulpture in dodatki nastajajo po zamislih in pod rokami sina Klemna. V bistvu moja naloga pri tem vrtu je bolj z umetniškega vidika, kar se tiče kompozicij, kar se tiče umetniških skulptur, kar se tiče same ureditve. Tisto, kar je zasaditve, kar se tiče nekih osnovnih idej, pa skrbita starša. Slikam že od malega, kar vem zase. Kot poklicno pot sem si sicer izbral umetnostno zgodovino, ampak neki ti ustvarjalni vidiki so še vedno prisotni. Kar se kiparskih skulptur, vsaj mojih tiče, sem začel delati v lesu, potem pa hitro preklopil tudi na druge elemente, zdaj pa so mi zmeraj bolj všeč tudi kovinski elementi, kovinske skulpture. Ne moremo spregledati niti velike obrazne maske, ki pa ni delo ustvarjalnih članov družine Uršnik, temveč akademskega kiparja Primoža Puglja. Spada v niz betonskih mask slovenskih politikov, ki jih je avtor razstavil v Ljubljani leta 2011. Ne morem mimo tistega vprašanja, ki ga ljudje z umetniško žilico ne slišijo najraje, ampak od kod vam navdih? Lahko rečem z vrta. Zaradi tega, ker vrt tudi kot takšen ponuja ogromno različnih elementov, ogromno različnih struktur. Če delam v železu, je železo samo neka težka forma, ki tudi sama po sebi potem nosi močno težo in to želim
narediti čim bolj lahkotno. Zaradi tega se tudi poslužujem recimo te kovinske čipke, nekih odprtih elementov. Vrt mi je praviloma blizu skozi celotno leto, kajti ideje se rojevajo nepretrgoma. In vsak del vrta, vsak letni čas na tem vrtu ima svoj čar. In dejansko smo se tudi znotraj družine z njim naučili živeti in ga užiti takšnega, kot je, pa če je dela ogromno ali pa sploh nič. Ob vseh teh prizorih se spomnim na preprosto staro misel. Brez nič ni nič. Urejanje lepših bivalnih pogojev terja nekaj časa in energije. Nekaterim je to hobi in način življenja. Nekaterim pač ne. In tudi, če sodite med tiste, ki lepe prizore radi gledate samo od daleč, se nikar ne dajte motiti in nas v vsakem primeru obiščite še na www.tvambienti.si. Vsekakor pa ne smete manjkati prihodnji teden ob enakem času, ko boste v Ambientih lahko občudovali prenovljeno mansardo mladega para in moderno črno-belo hišo na obrobju Murske Sobote.